Kaj za vraga se dogaja z Evropo? Italijanska predsednica vlade Giorgia Meloni je povedala, da je njena vlada začasno prekinila sporazum o obrambnem sodelovanju z Izraelom. Skrajno desna vlada je bila doslej ena najtesnejših zaveznic Izraela v Evropi. Veljala je za najtesnejšo zaveznico Donalda Trumpa tukaj v Evropi, vendar je obsodila njegovo odločitev, da gre v vojno z Iranom. V Evropi si ljudje želijo miru. Ne razumejo, da je mir, ki si ga želijo, veliko slabši od vojne. Imate sovražnika, ki je utelešenje zla. Natančneje, danes bi se radi osredotočili na italijansko premijerko Giorgio Meloni, ki so jo ta teden še pred kratkim imenovali Trumpova šepetavka in je bila velika prijateljica Izraela. In ta teden se je po vrsti resnično obrnila proti obema državama. Z mano, da bi o tem razpravljala, je moja draga prijateljica in kolegica Fiamma Nirenstein, ki ni le strokovnjakinja za terorizem, Bližnji vzhod in antisemitizem, ampak več let je bila namestnica predsednika odbora za zunanje zadeve in obrambo italijanskega parlamenta. Tako da zelo dobro pozna italijansko politiko in tudi osebno pozna Meloni. Fiamma, dobrodošla. In res bi te rada vprašala, kaj se dogaja? Ta teden je Meloni naredila nekaj stvari, povedala nekaj stvari in res razjezila Trumpa. Poglej, Ruti, obstajajo specifični in splošni dogodki, ki opredeljujejo to situacijo. In prav zaradi tega je tako zanimivo, ker se povezuje s splošno svetovno situacijo, z odnosom do Trumpa, specifičnim odnosom do Judov in Izraela, ter tudi z antisemitizmom. In povezuje se z osebo žensko, mlado žensko, ki je bila do danes nemirna, ampak zagotovo uravnotežena osebnost glede odnosa do Izraela in zahodnega sveta nasploh. Recimo, da zadnji dogodki povezujejo Trumpa, papeža, Italijo in Evropo. Trumpa in papeža. Kaj se je zgodilo s papežem? Papež ima govor, kjer, kot to počnejo mnogi papeži, moli za mir. Toda molitev za mir napada tiste, ki so vodili vojno. Ampak kakšna vojna? Pravi kolonialistična vojna. To zelo razjezi Trumpa. In veste, pravzaprav, ko rečete kolonialistična vojna, to ni prav nič naklonjeno vojni. To ni le splošna obsodba kogarkoli, ki je vodil vojno. To je posebna obsodba in Trump to tako občuti. Torej, ne samo, da je odgovoril papežu, napadel je tudi papeže in je rekel, kaj pa vi razumete v takih stvareh. Samo molite Gospodu in se ne vmešavajte v politiko, ker je to nekaj, česar ne razumete. To je povedal na zelo oster način. In veste, da je papež za katolike nezmotljiv, kar pomeni, da po sami definiciji papeža, papež ne more biti v zmoti. Nezmotljiv človek ne more narediti napake. Tako je ves krščanski svet močno reagiral in prišlo je do revolucije. Ne samo v Italiji, ki je katoliška država par excellence. V Rimu je Vatikan, vendar se je to zgodilo po vsej Evropi in med vsemi katoliki ter deloma tudi med drugimi kristjani po svetu. Vsi reagirajo, vsi branijo papeža, vsi napadajo Trumpa, ker po svetu, v Evropi, vsi čakajo na priložnost, da napadajo Trumpa. In to je dobra priložnost, zato ga napadajo. Giorgia Meloni počaka en dan in potem razmisli o tem. Ker, kot ste rekli, je imela pravzaprav še posebej dober odnos s Trumpom, na to pa odreagira. Ona je predsednica vlade najbolj katoliške države in pravi, da se ji to zdi izjemno neprimerno in napačno. In kakorkoli, način, na katerega je Trump napadel, Trump ji odgovori in ji reče, motiš se. Motiš se, ker si opravičevala vojno proti državi, ki si želi imeti atomske bombe, ki bi lahko uničile tudi tebe. Tako vključi vse te teme
in pove Giorgi Meloni, da je izključena, da nima več njegove naklonjenosti. On je ne upošteva več v svojem pogledu na Francijo. Torej je izključena, sama se je izločila. Zakaj je to naredila? Zakaj je to naredila? Dejstvo je, kot sem rekla prvo, ne more biti proti papežu. Mora biti na strani papeža, ker je italijanska predsednica vlade. Drugič, zgodba se začne z referendumom o pravnem okviru, v katerem živi Italija. Ne bom šla v podrobnosti, ampak povem vam lahko, da gre, poglejte to, za moč sodnikov. Torej, Giorgia Meloni kot desničarka je proti moči sodnikov. In na tem referendumu je na strani, ki želi zmagati in se izreka proti obsežni moči sodnikov. In kaj se potem zgodi? Izgubi. Levica zmaga. Tako jo levica zelo ostro napade in začne razmišljati, kaj sem naredila narobe. Medtem Orban izgubi svojo bitko. Desno krilo, ki je v Evropi izgledalo kot nekaj, kar bo tako ali tako raslo, predvsem zaradi problema priseljencev, je spremenilo smer. In znajde se v situaciji, kjer začne razmišljati, morda moram spet vključiti kakšen majhen levičarski element, da bi ponovno pridobila soglasje italijanskega ljudstva. Torej, ti dve stvari skupaj, ki sta bili prisotni že od časa vojne v Gazi, ker je bila obkrožena z ljudmi, ki so ji predlagali genocid, lakoto, ubijanje otrok in vse mogoče, in poskušala se jim je upreti, vendar je ves čas samo govorila: ustavite vojno, ne počnite tega, ne počnite onega. Da, podpiramo Izrael, vendar tokrat popolnoma odneha. Odneha in reče: preklicujem svoj dogovor. Ni rekla, da preklicuje. Rekla je, da ne podaljšuje. In tudi tukaj je, veste, kot nekakšen pridih upanja za prihodnost. Rekla je, da ne podaljšuje obrambnega sporazuma med Italijo in Izraelom, ki je bil, mislim, podpisan leta 2004. In zdaj so vse stvari postavljene v isti koš. In tukaj imate odnos s Trumpom in odnos z Izraelom, ki ju vsaj polovica italijanskega prebivalstva smatra za zelo slaba odnosa. In tako je Giorgia Meloni opustila svojo zvestobo Zahodu, da bi poskusila novo pot. To se trenutno dogaja. Mislim, da v to ni popolnoma verjela, ampak veste, to je poskus, da bi ponovno pridobila soglasje, za katerega ima občutek, da ga je nekoliko izgubila. Kako ironično je torej, da levica, še posebej skrajna levica na Zahodu, ponavadi ni naklonjena religiji, kaj ne? Torej, kar je tukaj ironično, je to, da bi rekli, da italijanska levica prihaja braniti papeža. In prepričana sem, da mnogi izmed teh levičarjev ne marajo Vatikana in ne marajo še posebej starih katoliških nazorov. Veste, nasprotovanja splavu, istospolnim in feminizmu. Ampak seveda, z vse večjo progresivnostjo papežev so ti bolj vključujoči. Ampak kar bi vas rada vprašala je, v redu, torej papež ni rekel samo, da so vojne slabe, kot ste rekli. Mislim, papeži pravijo, da so vojne slabe in veste, Kristus, Jezus Kristus je proti vojni. Rekel je tudi, da bi morali nehati biti prestrašeni pred islamom. In nagovoril je, prilagodil se je. To ni prvi papež, ki je to naredil, rekoč, da se pravzaprav nekako prilagaja muslimanom. In torej, ni to samo katoliški svet. In to, kar imamo, se spet ujema z imigracijo in vsem tem. Ampak predsednik Trump, ena od stvari, na katero je opozoril, je bila resnično, kje ste bili, ko je islamski režim pobijal tisoče, 10 000 Irancev. Smo vas slišali reči, zakaj to počnejo? Zanimivo. Zelo zanimivo.
K 10.000 Irancev, ki so bili pobiti, lahko prištejete še 10.000 kristjanov, ki so jih muslimani pobili po vsej Afriki in drugod. Ker veste, teroristični napadi islamskega terorizma so povsod, tudi v Evropi. Torej, to je precejšnja tema, s katero se cerkev ni želela ukvarjati, ker preprosto obstaja beseda, ki to opiše. To je strah. Bojijo se tega ogromnega vala nove prisotnosti, za katerega še vedno upajo, da ga bodo lahko nekega dne evangelizirali. Da jih bodo lahko nekako spreobrnili. In potem, glejte, v vsakem primeru je bil edini, ki se je soočil s problemom, prejšnji papež, tisti pred Frančiškom, ki je bil popolnoma, kot rečemo v italijanščini, katokomunist Frančišek, tisti prejšnji. In tisti pred njim je bil tisti, ki se je na neki točki odločil, da ne želi več nadaljevati. Benedikt je bil prav zaradi tega, ker si je drznil napasti islam, rekoč, da oni vidijo stvari drugače kot mi. Ni rekel ravno, da imajo oni raje smrt kot mi življenje, ampak globok pomen njegove kritike je bil prav o tem, o življenju in smrti. In potem na koncu dneva terorizem in ubijanje zaradi njihove vere. Bil je zelo proti temu. O tem je napisal knjigo. Bil je zelo jasen in potem je moral odstopiti. To je bil papež, ki je dejansko odstopil. Največji. Ampak vseeno, poglej, glede vsega soglasja, ki si ga pravilno opazila o papežu, celo strani, ki običajno niso naklonjene ne duhovnikom, ne cerkvi, ne papežu. Ki so veliko bolj napredni kot papež. Vidiš, veliko bolj napredni kot papež. Ker, mislim, ne vemo, kaj si ta papež misli o spremembi spola ali o staranju, ampak to ni vrsta dela, ki bi ga opravljali tudi ljudje, ki pravijo, da ima ta papež tako prav. V čem ima prav v primerjavi s Trumpom? Trump je danes problem. Trump. Torej, kaj se danes dogaja, in to je nekaj, kar mislim, potrebuje veliko premisleka in opredelitve ter poskusa razumevanja, zakaj je Trump. Prav tako mislim, da Trump ni prinesel veliko sreče na volitvah, kjer je bil Orban poražen. Bojim se, da. Meloni se boji, da ji odnos z Združenimi državami pod Trumpom in samim Trumpom ne bo prinesel sreče na volitvah, ki bodo potekale čez 1 leto. Torej, veste zakaj? Ker ima Evropa vedno strašne težave pri določanju lastne identitete. Kaj je Evropa? Mislim, Francija in Nemčija, Anglija in Francija ali Španija ter Italija in Nemčija. To so države, ki že tisoče let vodijo vojne ena proti drugi. In celo v prejšnjem stoletju so to počele. Se borile kot nasilneži. V preteklosti. Prva svetovna vojna je bila strašno krvava in je pomenila tudi uničenje vrednot. Tukaj se dejansko pojavijo Združene države Amerike. To je čas, ko Evropa potone, Združene države Amerike pa se pojavijo kot svetovna sila, ki bo spremenila svet, ki bo postala prva svetovna velesila. Tako ni bilo do prve svetovne vojne. To se zgodi takrat, ko se Evropa uniči sama. In potem druga svetovna vojna, za katero vsi vemo, kaj je bila, v bistvu. Ogabna vojna,
v kateri se je zgodila šoa v rokah diktatorja in še enega manjšega diktatorja Mussolinija, poleg Hitlerja, ki se je boril, ne da bi lahko zmagal. Če Amerika ne bi bila tam, kdo ve, tudi če je Churchill bil junak in je z vso svojo močjo popeljal Anglijo v vojno, smo vseeno potrebovali Ameriko. Od takrat Evropa ni našla same sebe in ima še vedno neporavnane račune z Združenimi državami, ki so jo vedno reševale in vedno dokazovale, da so močnejše od vseh drugih. Tako se antiamerikanizem pojavlja v vsaki situaciji. In kaj je lahko boljše za pojav antiamerikanizma kot to, da si tako tesen prijatelj Judov? Judi, ki so bili vedno preganjani v Evropi, ki so bili vedno opredeljeni kadarkoli. Evropa ni našla izgovora, da bi čakala na pokole in uničenje, medtem ko ni bila sposobna zgraditi lastne družbe. Ta pojav danes najdemo v arabskem svetu. Svoj čas preživljajo v pokolih in določanju judovske države. Zdaj govorimo o šiitih, ki ne morejo zgraditi lastnega obstoja, lastnega bogastva, lastnih družb. Torej ima Evropa ti dve točki, ki jih nikoli ne doseže, ker Evropa ne najde same sebe. In to je eden od teh trenutkov, veste, od začetka, od 7. oktobra, če pogledate Giorgia Meloni. No, veste, ne morete jo opredeliti kot tako slabo kot Španijo. Zagotovo ne. Španija je bila, nikoli ne bom pozabila, nekaj dni po 7. oktobru, ko je Sanchez stal spredaj, šel je v Gazo, že je pozival k premirju, še preden se je vse začelo. Bil je že tam, na strani Palestincev. Mislim, da je bil skupaj z drugimi 3 evropskimi državami ena izmed tistih, ki so glasovale za palestinsko državo. 4 države v Evropi so to že storile, vendar Evropska unija tega še ni storila. V veliki meri tudi zato, ker je Orban ves čas lahko vlagal vetoje na številne resolucije in zapiral vrata možnosti, da bi se to zgodilo. Nikoli ni bilo uradno predlagano, ker sta Evropska unija in Giorgia Meloni vedno govorili, jaz sem za 2 državi, za 2 naroda, ampak ko bo prišel čas, da se Palestinci odpovejo ideji o uničenju države Izrael, približno tako, to je njeno stališče. Ko bodo Palestinci pripravljeni na to, je to prava pot. Toda medtem njena zahteva po premirju. So bili ves čas tam z Bidenom, neprekinjeno ves čas. Njene izjave o tem, da ne, kako pravite, da je Izrael odgovarjal na neuravnotežen način. Kako se temu reče? Obstaja posebna beseda za to. Neuravnotežen, za nesorazmeren. Potem je nekdo vprašal o genocidu. Nikoli ni zavzela stališča, nikoli ni izrekla besede genocid, vendar tudi ni zanikala besede genocid in je pustila, da se je razširila med prebivalstvom. In zdaj je bilo zavzetih še veliko drugih stališč. In druga pomembna stvar je bila, da je rekla, ampak vi ste zavrnili prodajo orožja Izraelu, ker naša ustava prepoveduje prodajo orožja katerikoli državi, ki je v vojni. Torej, veste, tovrstno poskušanje zmediti stvari, da nihče ne razume točno, kaj ona govori. Ampak potem postane jasno, kaj ona govori, ko noče dovoliti.
Uporabiti bazo Sigonella, ki je ameriška baza v Italiji, za polete za bombardiranje Irana. Tako da mislim, veste, politika je politika. In razumem, da ona čuti pacifizem. Je bolezen, ki nima možganov, ima samo srce. Torej, ljudje si želijo miru. V Evropi si ljudje želijo miru. Ne razumejo, da je mir, ki si ga želijo, veliko slabši od vojne, ker daje orožje strani, ki želi ubijati in ubijati in ubijati, in potem, ko pobijajo nas, bodo pobili tudi njih. Zato nimajo možganov. Neverjetno je, kako kognitivni proces, ki jim omogoča razumeti, da je 1 + 1 2, preprosto izgine. Tega ni več. No, veš, ti si taka strokovnjakinja. Toliko si pisala o antisemitizmu. In ti in tvoj stari mentor, prijatelj, dober prijatelj, pokojni Robert Wistrich, sta veliko pisala o tem. In kot sta ti in on že velikokrat poudarila, kar se začne pri Judih, se ne konča pri Judih. In družbe, ki dovoljujejo, da antisemitizem tli, so propadajoče družbe, umirajoče družbe. Torej zdaj evropske države, ki naj bi bile, veš, zahodni, razsvetljeni zavezniki Združenih držav, NATO in tako dalje, podlegajo temu. Še posebej po 7. oktobru, čeprav je po 2. svetovni vojni obstajal tabu. Bili so antisemiti, vendar ni bilo primerno javno sovražiti Judov. Ja, to je zato, ker jim je bilo težko povezati antisemitizem s človekovimi pravicami. To je razlog, zakaj. To so lahko počeli odkrito, javno, preprosto razglašali svoj antisemitizem v trenutku, ko so lahko rekli, da njihov antisemitizem brani palestinske otroke. Razumete, kaj mislim? Zakaj torej to? To pa predvsem zato, ker ta način je bil zgrajen in negovan in potem najprej iz komunistične ideologije. ZSSR je bila tista, ki je res imela fantastično idejo. Predstavljali so si, da so človekove pravice, pravice temnopoltih in žensk, bile kršene strani kapitalizma, medtem ko so jih komunisti branili. In okoli tega so ustvarili veliko zavezništev s tretjim svetom, ki so jih prenesli v Združene narode. Zdaj so Združeni narodi postali oni in močno razvijajo ta način obstoja. V 60. letih s Hruščovom, ki je bil genij za to vrstno gradnjo. In tam postane odnos med komunističnimi državami SZ in državami tretjega sveta smrtonosen za Izrael in tudi za Združene države. To je nekaj, kar je najprej leta 1975 omogočilo sprejetje resolucije, da je cionizem rasizem. Prav? Spomnim se, da ko sem prvič slišala za to resolucijo, nisem zares razumela, zakaj gre. Kako sta lahko ta dva pojma povezana? Veš, res je bilo težko razumeti, kako. In razvoj tega se nadaljuje vse do leta 2001 v Durbanu, kjer protirasistična konferenca postane antisemitska. To je dolga pot, po kateri je Evropa zelo pogosto hodila. Ker Evropska unija in
Združeni narodi so sodelovali, poskušali opredeliti svojo identiteto. Skozi idejo človekovih pravic, ki so se preobrnile v pravice revnih, priseljencev, tretjega sveta, proti Zahodu, zahodni civilizaciji, judovsko-krščanski družbi. To je to. Morda sem ta koncept preveč poenostavila, ampak to je to. Ne vem, če sem jasna. Jasna si, ampak vidiš, spet, sem naivna, razumem. Ampak te voditelji in Meloni zagotovo, te voditelji so bili v Združenih državah. Mnogi med njimi so bili v Izraelu. Recimo, v redu, človekove pravice so tvoja vera, kaj ne? Ja. Postalo je, to je religija, človekove pravice, ta izraz in vse, kar je vključeno v to. Torej, pravzaprav sta Izrael in Združene države družbi, ki imata več človekovih pravic kot kjerkoli drugje. Sprejemata tujce, pravice gejev, pravice žensk, karkoli že, svoboda. Popolna svoboda. Kako lahko inteligentna oseba to pogleda in reče, da sta pravzaprav ti državi slabi? In kraji, kjer mučijo ženske, jih podrejajo, jih silijo, da pokrivajo obraze in telesa, ki mečejo gejevske ljudi s streh. Vse te stvari, proti katerim so, in so zelo rasistični. Mimogrede, omenila si konferenco v Durbanu. To je vrhunec hinavščine, saj sta Južna Afrika in Afrika zelo rasistični okolji. Njim je barva kože pomembnejša kot belcem. In to, kar pravim, je, da ste lahko priča temu. Lahko ste priča temu v Izraelu, v Ameriki in v Evropi. In še vedno to zanikate. Ste zaslepljeni za to in še vedno podpirate islamofašiste. Jih nekako vidite kot žrtve. Lejte, ampak to je vojna pojmov, veste. Najprej želim nekaj povedati v zvezi z Giorgio Meloni. Meloni ni takšna, ker je Giorgia Meloni desničarka. Morate upoštevati, da ona ne hodi samo po tej poti. Njena pot je drugačna. Ona pravi, sem ženska, sem mati, sem kristjanka, sem za družino. Torej gre po drugačni poti. In potem pride trenutek politike, ko mora razumeti, da je ta vrsta politike, ki jo zdaj opisujete, močnejša od nje. In to slabo vpliva na vprašanje priseljevanja, ker je bila na tem področju pogumna, poskušala je ustaviti priseljevanje, ji je uspelo? Ne, ni ji uspelo. Pretežko je ustaviti priseljevanje, ker so priseljenci milijarde ljudi, ki pritiskajo na Evropo. Veste, da je v mnogih glavnih mestih evropskih držav Mohamed najpogostejše ime med novorojenčki. Tako v Italiji še ni tako, ker je bilo to dejansko zadržano, ne bi rekla, da ustavljeno, ampak bolj zadržano. Torej, obleganje tam ni tako zadušujoče kot drugje. Tam je in lahko bi vam povedala o mnogih primerih, ki to dokazujejo. In tudi s tem je povezano veliko kriminala. Ampak Giorgia Meloni o tem. Je bila dobra, bila je celo pogumna. Ona je drugačna. In mislim tudi, da se je skupaj z vso italijansko desnico pokesala glede antisemitizma. Ne bi rekla, da nikoli ni čutila kančka tega v svoji mladosti, ker so bili gibi, katerim je pripadala, antisemitski. Tako da morda je nekje v njej še vedno odmev tega, v njenih gibanjih in včasih to tudi začuti. Ampak v resnici je bila dobra. Spomnim se, da sem v svoji vlogi v italijanskem parlamentu ustanovila komisijo proti antisemitizmu. In ker je bila ministrica za mladino, sem jo slišala. Slišala sem jo. In poznam jo iz vsakodnevnega stika. Ves čas sem jo videvala v parlamentu. Je dobra učenjakinja, veliko ve, ves čas študira,
govori dobro angleško, kar je nekaj neverjetnega za italijansko poslanko. To je redka stvar, upam, da se to spreminja. V mojem času je bilo to res grozno. Ampak ko sem jo slišala govoriti o antisemitizmu, sta bila njen opis in njene študije res dobro utemeljena, kot pravite. Spomnim se, da sem bila zadovoljna in sem si mislila, glej, ni bilo takšnega cunamija antisemitizma, kot ga vidiš danes. Antisemitizem je bil, vendar ga je opisala brez milosti, neposredno, brez opravičevanja in z željo, da bi se proti njemu borila. Tako moram reči, da ona ni takšna. Če gremo k tej vrsti, ki jo zdaj opisujete, moramo imeti v mislih, da sta tu dva pojma, ki trčita v redu s to miselnostjo. In to je razlog, zakaj nikoli ne bodo sprejeli, na primer, da je Izrael tako liberalna država. Zakaj? Ker je Izrael narod in se tudi čuti kot narod. Koncept narodnosti je v nasprotju z vsem, kar ste zdaj opisali. In mislim, da če ljubiš svojo državo, če si nacionalist, in na primer v Evropi, če nisi popolnoma svoj, ja, si Italijan, ampak si zelo za Evropo in moraš biti za Evropo. In ne sme priti dan, ko rečeš, kritiziram Evropo v samih temeljih. Če to narediš, si izven igre, ker si spet postavila v ospredje svoj nacionalistični občutek, nacionalizem in fašizem pa sta vedno skupaj, to je številka 1. Številka 2, in morda bi to morala postaviti na prvo mesto, je vojna. Kaj? Vodiš vojno? Kaj? Mi želiš povedati, da vodiš vojno, ker želiš rešiti svojo kožo? Ne, to ni dovolj zame. Želiš rešiti svojo kožo? Povej to komu drugemu. Kar želim od tebe je, da preprosto skleneš mir. Ker si želimo miru. Ker drugače si morilec otrok. Drugače želiš genocid. Ne morejo si privoščiti pojma vojne in naroda. V trenutku, ko bodo na mizi, bo vsa Evropa postala strašno zmedena. Tako da tam niso samo Španci, ampak so tam tudi Britanci, Francozi, vsi stojijo tam. In veste, vsa ta vprašanja o Libanonu, je to res tako težko za njih razumeti? 60.000 Izraelcev je bilo izgnanih iz svojih domov, ker jih Hezbolah preganja dan za dnem že 30 let. Je res tako težko za njih razumeti, da je treba sever Izraela osvoboditi pred, je izjemno težko. Zakaj pa? Ker je to arabska država. Zato je revna država, zato potrebuje zaščito. In Macron je v tem prvak. Zato mislim, da je Izrael zelo dobro naredil, da ni dovolil Macronu sodelovati v pogovorih. V pogovorih. Da, absolutno. Absolutno. Tako bi se moral obnašati Izrael. Pravilno, odlično si izpostavila Meloni, ker je politično konzervativna in vse to. Torej, čez 1 leto so volitve. Videla je tudi, kaj se je zgodilo z Viktorjem Orbanom. Prav tako vidi, kam piha politični veter v njeni državi, kar pač politiki počnejo. Ampak potem ti to pove eno izmed 2 stvari. Ali ne verjame temu, kar govori, in to počne zato, ker želi biti ponovno izvoljena, ali pa v to resnično verjame. In to mi pove, da če je to res, da je edini način, da je ponovno izvoljena, ta, da ima slabo politiko, potem ti to nekaj pove v Italiji. V Italiji kot celoti. Če je to način, če so to politike, ki jih mora sprejeti, da bi bila ponovno izvoljena, potem se ali odpoveduje lasti ideologiji, ali pa preprosto popušča. In potem, kar pravite, je, da je Italija na nek način končana v tem smislu. Končana v smislu,
da se odpove ali, kot ste rekli, nacionalnemu značaju, kar je mimogrede zelo nenavadno za Evropo, saj ima vsaka država svoj jezik, drugačno hrano, drugačno kulturo. Zelo smešno je. Že samo zaradi jezika so popolnoma različni, veste? Popolnoma drugačni. Popolnoma drugačni. In zelo težko je zgraditi Evropo, jo oblikovati, prav zaradi tega, kar zdaj govorite. Ne samo, da so, ampak so tudi sovražniki drug drugemu, ne glede na to, kaj bi rekli. Ne marajo se med seboj, ne marajo se. Če slišite, kaj bo Britanec rekel Francozi. Veš, Spomnim se, kako sem vstopila v cerkev, kjer je grobnica Napoleona, ker sem jo želela obiskati. In vprašala sem v angleščini, ali imam prav, če grem tukaj noter pogledat. In moški me je pogledal in mi rekel v francoščini mi je odgovoril, rekel mi je, če me to vprašaš v angleščini, ti nikoli ne bom odgovoril. Morala sem vprašati v francoščini, ker drugače mi nikoli ne bi odgovoril. tako, to je to. No, ampak rada bi samo, veste, ena od stvari, s katero bi rada zaključila, je tole. Trump s svojo vso vulgarnostjo, in res je vulgaren, zna biti zelo vulgaren. Ampak to, kar je, se zdi, in ljudje pravijo, da je nor, ampak v resnici je bil izjemno dosleden glede tega, kje stoji na splošno, kje stoji glede dobrih in slabih fantov. In name je všeč, da to preprosto pove, naravnost. Bil je res blizu Meloni, zelo mu je bila všeč. In zdaj pravi, ne, šibka si in motiš se. In to je to. Nisi več, zato tudi niso več prijateljici. Poglej, tukaj bi dodala še eno poanto, ki upošteva tvoje argumente in nekaj spremeni, ker imaš popolnoma prav glede glavne teme zgodbe. Trump pravzaprav vodi upravičeno vojno proti Iranu. In to mora vsakdo vedeti, ker so videli, kako so Iranci ubili 50.000 ljudi na ulicah, jim streljali v obraz, to je prvo. In to vidijo že od leta 1979 skozi številne revolucije, kjer so bile prisotne ženske in otroci. In tudi zato, ker so slišali, da Iranci gradijo svojo moč na terorizmu, ubijajo ljudi po vsem svetu. Prek posrednikov, kot je Hizbulah, ki so svojo pot našli prek težkih drog v Južni Ameriki. In predvsem grozijo Izraelu s popolnim uničenjem. Medtem ko je v ozadju grožnja z izdelavo bomb vedno vsebovala tudi grožnjo celotnemu Zahodu. To je jasno. Mislim, kdorkoli ima kaj pameti v glavi, tukaj imate prav, kako lahko tako zelo obsojate vojno proti takšnemu sovražniku. To potrjuje to, kar pravim, to je zanikanje kakršnega koli kognitivnega diskurza, ki bi ga morali danes imeti. Imate sovražnika, ki je bistvo zla. To morate priznati, to je prva točka in pri tem imate prav. Potem pride Trump. V redu, Trump pravi, da ste Evropejci vredni prezira, ker nočete vlagati denarja v lastno obrambo. V redu. Papež pravi, da sem kolonialni bojevnik, pa nisem kolonialni bojevnik, samo vodim vojno. Ampak prosim, tega ne razumete. Zakaj uporabljate to besedo kolonialni? Kaj to pomeni? In potem Trump je nekdo, ki vedno ima izraz gnusa in prezira. Torej, veste, on je ustvaril to situacijo. In tukaj bi še nekaj dodala. Žal mi je, da so Evropejci v tem opisu Netanjahuja dodali Trumpu. Veste, Trump in Netanjahu, Netanjahu in Trump, Trump in med njima, med njunim vedenjem, ni nič skupnega. Nič skupnega. Netanjahu je gospod. Kako izžareva dostojanstvo Netanjahu.
Ampak to je še bolj povedno, vidite, ker dejstvo, da so jih dali skupaj, vam to pokaže. Tudi nekdo, ki sploh ni vulgaren, ki izžareva dostojanstvo, ki se zna izražati v več kot enem jeziku, ki je zgovoren in artikuliran, na način, kot ga Trump ne zna in ne tvita stvari, in mu to v njihovih očeh ne pomaga. To sem mislila. Prav, torej. To je samo Trumpovo vedenje. Ne, ampak veš, pri Netanjahuju se pojavi še ena težava in sicer vedno, kot jaz vidim, najpomembnejša, on je Jud. Torej, tukaj pride še eno vprašanje. In veš, tvoja vprašanja o antisemitizmu so vsa zelo upravičena vprašanja. Ker pred tovrstnim antisemitizmom, s katerim se danes soočamo, se res moramo usesti, popraskati po glavi in poskusiti nekaj narediti. Ker po 7. oktobru smo potem veliko jokali, se popraskali po glavi in začeli boriti. Zdaj, pred tem antisemitizmom še vedno jokamo, se praskamo po glavi in ne najdemo načina, kako bi se borili. Torej, mislim, da je že čas, da začnemo to početi. No, ob tej pomembni misli bomo zdaj zaključili. In vse vas pozivam, da preberete številne vsakodnevne članke Fijame na jns.org. Je ena najbolj plodovitih pisateljic nasploh in zagotovo v JNS. In vedno poučno, vedno je užitek govoriti s tabo. A do naslednjič. Thank you so much.